Sigurno se še spomnim, kajti takrat verjetno marsikateri se občani danes tega ne spomnijo. Takrat smo imeli eno tako čudno situacijo v občini, ki se dejansko v tem trenutku sploh ne more več ponoviti. Takrat je bila zakonodaja takšna, da je župan predlagal podžupana, občinski svet ga moral potrditi. Takrat je magister Andrej Vizjak mene predlagal za podžupana, vendar občinski svet temu ni sledil. Zato je mi potem dal pooblastilo, po kakšnem mesecu in pol so pa občinski svetniki ugotovili, da tisto pooblastilo kao ne velja in so imenovali najstarejšega svetnika, ki je vodil občino. Seveda tiste 3 mesece je bilo več ali manj neko brezvladje. Bile so volitve in seveda na prvih volitvah moram reči, da sem potem tudi dobil veliko zaupanje občanov in to je bil tudi moj začetek. Seveda začetek ni bil lahek, tako kot marsikaj. Eno je bilo seveda treba najprej ustvariti zaupanje med svetniki, občinsko upravo in pa vsem ostalim. Drugo stvar pa je bilo treba seveda tudi se lotiti aktivno dela, kajti tisti, ki se še spomnite, veste, da takrat občina praktično ni imela skoraj nobenih investicijskih sredstev. V mestu je bilo praktično rasla trava, popločnik in še marsikaj. Tako da dejansko začetek je bil težek, ampak danes lahko rečem, da se je splačalo potruditi.